Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Sneg in žled sta v zadnjem tednu v slovenskih gozdovih povzročila škodo katastrofalnih razsežnosti. Ponovno pa so inšpektorji odkrili prisotnost aflatoksina, najprej v mleku, nato pa še v koruzi, ki so jo rejci kupili. To sta le dve najbolj aktualni temi, o katerih bomo govorili v nadaljevanju. Današnjo oddajo pa začenjamo z nekoliko bolj pozitivno zgodbo. V hribovskem naselju Marija Reka v občini Prebold si ljudje še znajo pomagati v nesreči. Lobnikarjevim, ki so v požaru ostali brez hleva, so sosedi in prijatelji v 40 dneh pomagali postaviti nov hlev. Naenkrat je zmanjkala elektrika in sta šla ven gledat, na kar sta videla, da se nekaj kadi in je šel oče gledat in je že rekel, mami, poklič gasilce. Na kar so tudi mene klicali, jaz sem bil tule pri sosedu, ne da odstran, sem bil v 5 minutah doma in ko sem prišel domov, je že začel zelo fejst goreti. Na kar smo z očetom začela gasiti, mi imamo, hvala Bogu, tudi svoj hidrant, da smo lahko tole malo gasila, dokler niso prišli gasilci. Ampak ker je bilo to toliko močen gorel, vse skupaj nismo mogli več pogasiti, da smo se takoj odločili, da smo začeli reševati živino in vse ostale zadeve, stroje in te, kar smo pač imeli. V tem času so tudi prišli na pomoč prijatelji, sosedi, vsi, kjer so pač vedeli in da smo takoj intervenirali vse skupaj, da smo vse rešili to živino, da smo spravili štale, potem so pa delali gasilci naprej in vse ostale zadeve, kar smo pač lahko delali. Prva noč je bila res mučna, ni bilo luštno. Predvsem, se veste, da je predvsem prizadene vse, posebej prizadelo očeta in mater, ker sta pač to 40 let in še več gradila, ustvarjala za dobrobit nas, da bomo le kjer ostali, ker na kmetijih veste, da zelo malo ljudi ostaja in te zadeve. So se trudili, da so tole spravili skupaj. Jaz sem takrat mislil, da je fertik. 50 let smo tole že nadelala, pa rihtala, mislim, da smo rihtala tole, da smo takrat vzpostavila kmetije naenkrat, za pol ure pa nimaš več tega. Tako da nam je bilo res hudo. No pa ipak pol je pa to nekaj neverjetnega, kaj v take nesreči ljudje pomagajo. Tukaj smo se mogli zdaj odločiti kar zelo na hitro. Noč prespati in študirati kaj naprej. V nove večje investicije nismo mogli jeti, ker nam tudi ne omogoča sam teren in nismo mogli nič kaj velikega narediti. Vedeli smo pa, da bomo mogli nekaj stvari spremeniti, smo pa lahko, ampak je pa tudi res, da smo tudi dobili tako izvajalca, da nam je pa šlo to pomagati, da smo to delali. Predvsem pa ljudi, sosedje in vse ostale, kar se lesa tiče, so takoj zagotovili pomoč in so nam posekali tudi les, tudi mi smo šli pomagati, ker tako hitro ne moš spraviti te mere, tega grušta, mi smo pa potem ta les nazaj vrnili in doplačali, karkoli, en drugi smo si pomagali. Na srečo je bil objekt tudi zavarovan? Ja, kar se tega tiče, imamo vse zavarovan. Posebej vse, tudi štalo in to zadeve. Mi smo zavarovani, vse tako je treba, tudi zavarovalni agenti so prišli, tudi direktori in vsi ostali so prišli, smo se tudi pogovarjali, predvsem smo se pogajali, vse te zadeve. Sama zavarovalnica nam je potem škodo tudi izplačala, vse zrihtala, ampak zmogli smo se pa tudi malo pogajati, je pa to res. Kljub zavarovalnini so morali za nov hlev prispevati še okoli 50 000 evrov in brez požrtvovalnega dela prijateljev in gasilcev jim to ne bi uspelo. Bi se res zahvalil vsem ljudem, ki so nam pomagali v tem težkih trenutkih. Težko je naštevati vsakega posameznika ali kjerkoli. Jaz bom rekel samo s parim besedami, hvala lepa vsem prijateljem, sosedom, predvsem izvajalcem, ljudem, daleč nakoli, iz cele Slovenije, z Ljubljane, kjerkoli so bili, vsi so nam pomagali, še danes nam pomagajo. Tako da, hvala lepa še enkrat za ta ves trud. Mogoče se bo kdaj tudi
kje in drugim poplačali. Nisem mislil, da bomo to spravili skupaj, ampak s pomočjo vseh drugih, moram pa tudi povedati izrecno, da tukaj je občina zelo veliko, naš župan pomagala, kajti ves projekt je vodil župan naš. Mislim, da smo lahko res hvaležni. V Marija Reki pa je sosedska pomoč nekaj običajnega, tudi ko ne gre za nesrečo. Povezana je z načinom življenja v tem hribovskem zaselku. Dobro poznam vse tile bregove od Lubnikarjevih in tam tukaj okrog, sploh moja žena, doma tukaj večkrat se pogovarjamo, kak so bili težave tukaj gor, ko so na tele njivi tule zraven celo hmev imeli, ne. In to so vse na roke delali, ne, na roke. In hmev vozili v dolino sušiti vsak večer. Koliko so čez dan ubrali, toliko so zvečer pelali v Kapljo vas, to je zraven Prebolj, da na kmetijo sušiti. Pol drug dan pa ta hmev nazaj gor. To je bilo 14 niso to ubirali, ne. Dobro, ljudi je bilo dosti, da so to hmev ubrali, sam so bili pa drug problemi. Drugo pa, kar bi jaz rekel, da to verjetno ne može, da v tej Mariji Reki so ljudje tako složni, če bi se tole v dolini naredili, dvomim jaz, če bi prišli do take pomoči, kot je prišli tukaj gor. Da je tukaj bilo 45 ljudi 2 dni in je 2 dni non-stop dežval. Pa da je to nobenega ni sploh pomislil, ne, da ali je muk ali ni muk, ali bo bolan čez 3 dni. Tako da to verjetno ne možeš, ne, da ljudi tako stopijo skupaj. Tudi ne smem reči, da iz doline ni bilo ljudi tukaj gor. Koliko sem tule jaz, ko sem bil zelo tudi 2 dni videl, tako da ne možeš verjeti. Za kmetije v Marija Reki je značilno tudi to, da imajo obdelovalno zemljo v najemu v dolini. Pri Lobnikarjevih to pomeni, da večino pridelka, predvsem krme za živali, spravljajo z njiv, ki so 7 km in več oddaljene od doma. Tu v Mariji Reki je težko življenje, se vidite, to je v hribih je vse, tako da se kar težko preživljamo. Imamo pa srečo to, da imamo na takrej kmetiji, da imamo tam mlade, pa da so to prevzemniki, ker veliko kmetij je tudi takih, ko nimajo prevzemnikov. Tako pri naši hiši je to bila edina sreča, da ste do tega prišli in da so prevzeli to kmetijo. Je pa tako, tule gor, ko smo žena prevzela to kmetijo 68. leta, mislim, da je bilo to dosti drugače. Težko življenje je bilo, pa ipak smo uspeli, da smo do te kmetije, da smo jo obdržali. Peš ste takrat hodili in v Prebold na eni strani, oziroma tam v smeri proti Žalcu, in celo do Trbovelj so hodili peš. Takrat ni bilo infrastrukture take, ni bilo ne avt, nič, ne cest ni bilo in smo mogli pač peš hoditi. Ustrajali smo, ti, ko tole gor živiš, mislim, ti ni hodil, pač je, zdaj pa, ko so ceste, avti so, mislim, da tudi dosti lažje živeti tole gorle. Trbovlje so bile pa tudi zaledje, kamor je bilo mogoče pridelke dobro prodati nekoč. Ja, včasih smo tole, tudi v Trbovlje nosili, s košem nosili, pa tudi ko smo že avte imeli, smo že vozili tam, pa tam prodajali. Od sadja do drugih izdelkov, kar je bilo, kar se na kmetiji pridelali. Veliko je bilo pa tudi teh ljudi, ko so hodili v Trbovlje v službo in so si tudi tam večinoma rudnik in so tudi tam svoj zasluženi, penzijo zaslužili. Po hudem vetrolomu lansko jesen so slovenski gozdovi ponovno utrpeli ogromno škodo, ki so jo v preteklem tednu povzročili sneg, ledeni dež in žled. Strokovnjaki po prvih poročilih ocenjujejo, da so poškodbe gozdov po količini in obsegu tako obsežne, kot jih v Sloveniji ne pomnimo. V studiu se nam je danes pridružil gospod Jurij Beguš z Zavoda za gozdove Slovenije. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Gospod Beguš, na Zavodu za gozdove ste opravili okvirne ocene škode. Podatki so katastrofalni. To so res okvirne ocene škode. Strinjam se z vami, oziroma znano je, da je to največja katastrofa do sedaj v slovenskih gozdovih, kar jo mi poznamo. Lahko da je bilo v zgodovini kaj hujšega, vendar po kronikah je to sigurno najhujša
katastrofa. Če samo pomislimo, da je poškodovanih pol milijona hektarov gozdov, da je to približno po grobih ocenah 4 milijone kubikov lesa, to je praktično slovenski letni posek, da je zatrpanih z lesnimi ostanki, z lesom, z padlimi drevesi, s snegom več kot 6000 km gozdnih cest, torej več kot polovica gozdnih cest, potem vemo, da je to res velika katastrofa. Zdaj sta se led in sneg počasi začela taliti. Kakšno je trenutno stanje na terenu? Da bi natančno govorili, kakšno je trenutno stanje, je seveda težko. Mi smo opozarjali že takoj na začetku tako obiskovalce gozdov, lastnike gozdov, pa ne nazadnje tudi naše zaposlene, da v tem času nikar ne hodijo v gozdove. Sedaj se bo počasi led začel topiti, vendar je pa nevarnost, da so v krošnjah še vedno ostanki polomljenih vej, ki lahko padajo na obiskovalce, tudi drevesa se še lahko lomijo, lahko padajo, tako da je v tem trenutku še vedno potrebna velika previdnost. Kdaj pričakujete, da bo možno pričeti sanacijo? No, verjetno kmalu, treba bo začeti kmalu, ko bo zapihal veter, ko se bo malo otoplilo, bodo stvari že tako toliko manj nevarne, ne bom rekel varne, da bo počasi potrebno iti v gozdove in začeti s sanacijo najnujnejših stvari. Sigurno ne bo to gotovo v enem letu. Mi bomo na Zavodu za gozdove Slovenije verjetno v okviru revirnih vodstv oziroma površine revirjev dali te splošne generalne odločbe, kjer bo napisano, kaj je potrebno narediti. V prvi vrsti bo potrebno počistiti iglavce, zaradi tega, ker obstaja velika nevarnost napada podlubnikov v spomladanskem času. Preden pa začnemo za vsem skupaj, bo pa treba seveda očistiti gozdne ceste. Obstaja še nevarnost razširitve kakšnih drugih škodljivcev ali bolezni? Trenutno ne, trenutno so to predvsem podlubniki, vendar pa bo potrebno te gozdove očistiti, ne samo zaradi teh bolezni, tudi zaradi tega, da se iz gozda spravi ta polomljena lesna masa, da ne nazadnje lastniki vsaj nekaj od tega tudi dobijo. Verjetno ni odveč še enkrat opozoriti na pazljivost pri delu. Na kaj naj pazijo tisti, ki se bodo te sanacije lotili? No, zdaj sem postal že kar sinonim, da opozarjam na te nevarnosti pri delu v gozdu. Naj še enkrat izkoristim priložnost. Lani je bilo 15 mrtvih med zasebnimi lastniki gozdov pri delu v gozdu. Take razmere, kot so pa sedaj, v tako ogromnem obsegu, kot se nam je zgodilo to sedaj v Sloveniji, pa seveda obstaja to izjemno velik potencial za nesreče, za nezgode pri delu v gozdu in še enkrat apeliramo na vse, če tega ne znate sami delati, dajte to drugim. Res pa je in razumemo to, da marsikdo nima denarja, da marsikdo želi čim več dobiti sam in za tiste pa svetujemo, naj uporabljajo osebno varovalno opremo, naj se posvetujejo, strokovnjaki naj se udeležijo naših izobraževanj in tečajev. Zavod za gozdove Slovenije bo, čeprav smo letos planirali kar nekaj tečajev varnega dela z motorno žago, usmerjenega v normalne razmere, bomo prav zaradi razmer, kot so sedaj v Sloveniji, spremenili vsebine teh tečajev in jim dali poudarek na delo v razmerah, kot so sedaj, kot so v razmerah ujem, torej ko ujme poškodujejo gozdove. To so izjemno nevarne razmere in naj se jih loti delati samo tisti, ki res zaupa vase in ki zna delati. Kako pa bo s prodajo poškodovanega lesa? Verjetno mu bo kar precej padla vrednost. Verjetno mu bo, da. Sigurno bo tukaj ogromno lesa, ker žled povzroča hujše poškodbe kot veter. Veter nenazadnje velikokrat položi drevesa in so še kljub temu so sortimenti, so hlodi nekaj vredni. Pri žledu pa drugače. Žled lomi in velika večina tega lesa bo primerna predvsem za drva. Sam ocenjujem, da ne bodo tega kupovali samo slovenski trgovci, da bodo zagotovo prišli tudi iz drugih držav. Avstrija, vemo, da je
žejna lesne biomase, ker jo sami več nimajo dovolj. Ne nazadnje pa računam, da bodo tudi slovenska, bi rekel, narekovajih kurišča, veliki potrošniki te lesne biomase, toplarne, termoelektrarne, ne, ampak toplarne v večjih mestih, pa znajo tudi izkoristiti to priložnost in tudi iz naših gozdov kupovati več te lesne mase. Bo pa seveda, je pa razvrednotenje veliko in sigurno ne bomo iz gozdov dobili toliko, kot bi lahko, kolikor smo vložili v njih. Upajmo, da bomo stanje lahko čim prej in brez večjih posledic sanirali. Za danes pa se vam zahvaljujem za obisk v naši oddaji. Hvala lepa. Pretekli teden pa smo se ponovno ukvarjali tudi z aflatoksini. Po odkritju v mleku so inšpektorji na podlagi analiz Nacionalnega veterinarskega inštituta ugotovili prisotnost aflatoksina tudi v koruzi, ki so jo rejci kupili v dobri veri, da je neoporečna. Inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so odredili in nadzorovali umik sporne krme. Med prizadetimi rejci so nekateri stanje že sanirali, nekateri pa še ne. Pred ponovno oddajo mleka pa morajo neoporečnost slednjega dokazati s testi. Mi pa si bomo v nadaljevanju nekoliko osvežili spomin o tem, kaj so sploh aflatoksini, zakaj so škodljivi in kje vse jih lahko najdemo. Presežene vrednosti teh mikotoksinov so največkrat prav v suhem sadju, semenih in oreščkih ter začimbah iz dežel subtropskega podnebnega območja. O aflatoksikozi so doslej poročali predvsem iz držav tako imenovanega tretjega sveta. In čeprav so bile plesni škodljivi spremljevalec človeka v živilih že iz pradavnine, so aflatoksin odkrili in poimenovali šele na začetku 60. let prejšnjega stoletja. V Angliji je pomrlo veliko število puranov. Takrat niso vedeli, zakaj gre, so to imenovali X-faktor, ki so ga povezovali z arašidovimi tropinami, ki so bile v tistih obrokih, in potem po nekaj letih so ugotovili, da gre za mikotoksin, in danes jih poznamo že več 100 mikotoksinov, za nekaj 10 recimo so znane tudi posledice na zdravje ljudi in živali. Je pa tukaj precej še neznanega, predvsem v zadnjem času danes se znanost osredotoča v to, kako delujejo medsebojno, torej v hrani nikoli ni samo en mikotoksin, ponavadi jih je več, in če naredimo poskus s posameznim, je verjetno učinek drugačen, kot če gre za mešanico različnih mikotoksinov. Potem aktualna je stvar, da imamo v hrani lahko prikrite mikotoksine, ki so nekako vezani oziroma v taki obliki, da jih z analitskimi metodami težko določimo. Tukaj je še veliko prostora in veliko neznanega. Ve se, da je ta mikotoksin, aflatoksin v tem primeru, proizvod plesni iz rodu Aspergillus, predvsem Aspergillus flavus in Aspergillus parasiticus. Te plesni, kot druge plesni, se povsod nahajajo v naravi. Kontaminacija je tu stalna. Vse povsod jih najdeš, na njivi, v stanovanjih, v vsaki hrani pravzaprav. Vendar, ko pridejo določeni ugodni pogoji, to se pomeni v glavnem, prvič, da imajo hrano za svoj razvoj, drugi, da imajo primerno temperaturo za svoj razvoj in primerno vlago. Te plesni, kot večina vseh plesni, vsaj teh, ki tu pri nas predstavljajo problem, potrebuje za svoj razvoj vlago tam nekje nad 15%, 16% in 16,5%, to je pa že idealna vlaga, da se lahko razvijajo. Še to je treba povedati, da vse te plesni, ko sem jih omenil, ki proizvajajo aflatoksine, ne proizvajajo vedno teh toksinov. Zato mora imeti določena plesen, ta Aspergillus mora imeti tudi genetsko sposobnost, da je sposobna proizvajati toksične produkte, in v tem primeru aflatoksine. In zato tudi lahko recimo imaš 100 izolatov teh plesni, pa nobeden ne bo sposoben proizvajati aflatoksinov. Ampak med temi se pa najde kakšen, ki pa je, ki samo čaka na ugodne pogoje, da se lahko začne izločati.
Zakaj gre za tako različne standarde pri živilih in količini teh dovoljenih aflatoksinov? Ja, aflatoksini so dejansko zelo toksični, povzročajo tudi poškodbe dednine, so kancerogeni in za te snovi velja, da naj bi jih v živilih ne bilo, ker pa tega ni mogoče doseči. Postavimo meje pri posameznih živilih tako nizko, kot nam omogoča praksa, se pravi tako nizko, da je ta standard še dosegljiv pri praktični pridelavi hrane. No in v mleku je pravzaprav lažje doseči nizke vsebnosti kot pri žitih in zato imamo pri mleku postavljen ta standard zelo ostro. 50 nanogramov na kilogram, ta standard je recimo bistveno bolj strog kot v Združenih državah Amerike ali na Japonskem, kjer je to 500 nanogramov na kilogram mleka. Mi imamo pri recimo izdelkih iz žit bistveno manj stroge kriterije. Če bi se pri mleku in žitih recimo držali standarda in bili tik pod zgornjo dovoljeno mejo, potem je lahko v enem kilogramu kruha recimo toliko aflatoksina kot v 40 litrih mleka. Skratka, tveganje čez mleko ni največje, ampak seveda cilj je, da količino aflatoksinov v živilih čim bolj zmanjšamo in glede na to so bile tudi nastavljene te vrednosti. Poznano je, da meso ni neka ciljno tkivo, kamor bi se aflatoksini nalagali. To se pravi, niso pomembni v zvezi s temi toksini. Poznano pa je skozi, da se lahko določen del zaužitega aflatoksina izloča z mlekom. In to tam nekje danes govorijo tam od 3 do 7% zaužitega. To se pravi, že tu gre za majhno količino. Vse drugo se nekako transformira ali pa uniči v jetrih, ki so ta ciljni organ, kjer se dogajajo ti metabolni procesi in zato tudi prihaja do obolenj jeter oziroma do ciroze jeter. Ravno zaradi tega, ker se tam te metabolni procesi dogajajo, presnova aflatoksinov. Ampak tisti del, ki pa pride v mleko, je pa seveda tisti, ki pa pride potem naprej do otrok, ki so največji porabniki mleka, in do odraslih malo manj, vendar sirih pa se ta vsebnost aflatoksinov zopet poveča, ker se pozna, se ve, da se koncentrirajo na kazeinski frakciji in ta se koncentrira v sirih in zato se v sirih recimo vsebnost lahko poveča. Pojav aflatoksinov v krmi so strokovnjaki povezali s podnebnimi spremembami. Za preteklo leto so bila značilna obdobja suše v času rasti in izmenično visoke vlažnosti. Ugodno je, če sejemo koruzo, kar se da zgodaj. Zakaj gre? Do glavnih okužb pride v času cvetenja koruze in takrat, če je v tistem času že suša, da bo suša je pa bolj verjetno pri kasnejšem cvetenju kot pri nekoliko zgodnejšem cvetenju. Če takrat suša, je zaradi te suše v zraku povečana količina spora aspergillusa, skozi svilo pridejo te spore do zrnja oziroma takrat do cvetov in storži se s tem okužijo. Če hočemo preprečiti okužbo že na polju s to plesnijo, potem je pomembno, da izvedemo vse ukrepe, ki jih tudi sicer izvajamo za dober pridelek. Torej, če je rast neoptimalna, je večja možnost, da bo prišlo do okužbe. Tak ukrep je recimo namakanje, tukaj smo v Sloveniji zelo omejeni, zelo učinkovito je recimo v fazi cvetenja namakanje koruze, s tem zelo zmanjšamo tveganje okužb. Primerna oskrba z gnojili, zatiranje plevelov, vse to je pomembno. Kasneje pa pri žetvijo ne smemo preveč odlašati, če žanjemo zelo pozno, povečamo tveganje. Pomembno je, kako je ta žetev izvedena. Za tvorbo mikrotoksinov je najbolj problematično zrnje, ki je poškodovano. Skratka, če prije pri žetvi ali kasneje pri transportu koruze s polži do poškodb zrnja, do povečanega deleža prahu v zrnju, vse to so ti dejavniki tveganja.
Večja nevarnost za razrast plesni, ki tvorijo mikotoksine, je ob neprimernem skladiščenju krme. Najpomembneje je seveda, da je žito, ki ga skladiščimo, dovolj suho. Se pravi, vsaj ne več kot 14% vlage, oziroma za dolgotrajno skladiščenje mora imeti 12% vlage žito ali manj, 12% vlage ali manj. Torej, s tem sušenjem mi teh plesni ne uničimo, samo ustavimo njihov razvoj. To pomeni, da če kakorkoli v skladišče spet pride vlaga, se bodo te plesni razvijale naprej in naprej proizvajale mikotoksine. Zato je pomembno, da nam recimo streha ne pušča. Zavedati se moramo, da imamo v skladiščih tudi problem z kondenzacijsko vlago. Zaradi temperaturnih sprememb se vlaga pozorno giblje, lahko pride na stenah, ki so podhlajene, do kondenzacije te vlage. Na vse to je treba pravzaprav misliti in na to je treba biti pozoren. Po podatkih Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo je kar četrtina celotnega svetovnega pridelka okužena z mikotoksini. Aflatoksini so med njimi najbolj smrtonosni. Aflatoksinov ne moremo uničiti s tehnološkimi postopki, kot sta na primer praženje ali pasterizacija. Prav zaradi trdovratnosti in strupenosti pa za strokovnjake na področju prehranske varnosti predstavljajo velik izziv za prihodnost. Sedaj pa k nekoliko bolj prijetnim temam. Začetek leta je že tradicionalno rezerviran za evropsko srečanje kmetijcev na Zelenem tednu v Berlinu. Letos ga je obiskala tudi naša sodelavka Tatjana Kren in pripravila naslednjo reportažo. Berlinski zeleni teden velja za stičišče globalnega kmetijstva. Tu se že od leta 1926 predstavljajo novosti v nemškem kmetijstvu, s svojimi predstavitvami pa v zadnjih letih sodelujejo tudi številne države iz celega sveta, med njimi tudi Slovenija. Grüne Woche je eden največjih in najstarejših sejmov kmetijstva v Evropi. Letos je že 79. po vrsti. Ta največja razstava kmetijstva, prehrane in vrtnarstva letno privabi več kot 400 000 ljudi. Zelo zanimivo je, ker se predstavljajo različne države in razstavljavci. Tudi kulinarično mi je sejem zelo všeč. Prišla sem pogledat, ker še nikoli nisem bila tukaj. Na tem sejmu sem prvič. Zanimivo je. Moja mama ima kmetijo na severu Škotske, zato me zelo zanimajo živali. Všeč mi je, da so na ogled različne pasme goveda. Na velikem pokritem razstavišču, ki je letos merilo več kot 120 000 kvadratnih metrov, se je predstavilo 1650 razstavljavcev iz 70 držav vseh celin. To so rekordne številke vse od začetkov sejma. Med tujimi državami se je letos najbolj razkošno predstavila Rusija, z značilno kulinariko svojih regij. Naše države v Evropi skoraj da ne poznajo, zato bi jo radi predstavili. Pridelujemo zelo različne kmetijske pridelke. Tatarstan ne uvaža veliko, ker sami pridelamo dovolj zelenjave in sadja. Stopnja samooskrbe pri nas je visoka. Pribaltska Estonija je dobila posebno priložnost, da se na Zelenem tednu predstavi kot država partnerica. V Estoniji je okoli 1 milijon hektarjev kmetijske zemlje, od tega žita pridelujejo na 300 000 hektarjih. Pomembna panoga je še prireja mleka in gozdarstvo. Polovico celotne površine države namreč pokriva gozd. Prepričan sem, da je za prepoznavnost estonske hrane zelo pomembno, da pokažemo, da naša hrana prihaja iz neokrnjene narave in je zelo kakovostna. Še po 20 letih je namreč tudi tukaj v Berlinu in na drugih sejmih treba razložiti, da je naša sovjetska preteklost preteklost. Zdaj imamo novo državo, kjer pridelujemo kakovostne pridelke. Soviet past was the past and now there is a new country with new quality and new and good products. Majhen, a precej oblegan je bil tudi razstavni prostor Slovenije.
tokrat s poudarkom na pridelavi medu, ki ima zaradi izredno visoke kakovosti možnost, da postane produkt, ki bi ga lahko naša država izbrala kot strateško nacionalno usmeritev razvoja v povezavi s turizmom. Za naše čebelarstvo Šaupelj iz Peke pri Mariboru je to prvi obisk na tem sejmu, oziroma prvič sodelujemo tudi z ministrstvom. Poskušamo jim pomagati predstaviti čebelarstvo, ker so si letos zastavili to stojnico v čebelarskem stilu, ravno zaradi tega, ker je pred mesecem dni tudi Evropska unija po večjih letih uspela prepoznati kakovost slovenskega medu in nam je priznala geografsko označbo za slovenski med. Naredila je tudi eno izjemo, saj je to, mislim, da drugi izdelek v celotni Evropski uniji, kjer je vključeno ime države, pomeni slovenski med je zaščiteno. Preko tega konkretnega prostora bo šlo v naslednjih 10 dneh približno 500 000 Nemcev. Nekateri so ljudje, ki so naši turisti, pridejo k nam, tudi so veseli, se vračajo. Nekateri so potencialni poslovni partnerji, vprašajo, kaj tukaj prodajamo, mogoče jih zanima, kako to tudi v Nemčiji prodajati. Po drugi strani pa tudi naši ljudje so v stiku z poslovnimi partnerji in dobijo kakšno dodatno idejo. Torej, jaz ocenjujem, da je ta prisotnost se že v tem trenutku izkazala za dobro. Po čem pa Slovenijo poznajo Nemci, smo povprašali goste slovenskega razstavnega prostora. Slovenija je zelo lepa dežela, takoj za Avstrijo. Zagotovo bom pomislil in jo nekoč obiskal. Pivo je odlično, izvrstno. Zelo sem zadovoljen s prijazno postrežbo. Pivo je zelo okusno, dežele pa, na žalost, ne poznam. To pivo je najboljše, kar sem jih kdaj poskusil. Zelo okusno, zelo prijazni ljudje in postrežba. Mislim, da bomo prihodnje leto ali pa morda že letos šli tja na počitnice. Nemčija ostaja tradicionalno ena izmed kmetijsko najrazvitejših držav na svetu. Trenutno se po deležu izvoza kmetijskih proizvodov uvršča na 3. mesto na svetovni ravni. Nemško kmetijstvo zaposluje 4,5 milijona ljudi. Ti poleg kmetij delajo v 750 000 aktivnih kmetijsko-živilskih podjetjih. V razstavni hali živalmi so tokrat predstavili ekstenzivno rejo goveda. Galloway je ekstenzivna pasma goveda za prirejo mesa. Primerna je za rejo na prostem ali kombinirano rejo. Goveda krmimo poleti samo s travo in pozimi samo s senom. Ne potrebujemo nobenih drugih krmil, ne soje, ne koruze, pa tudi silaže ne. Med ekstenzivnimi pasmami goveda za prirejo mesa je v Nemčiji na prvem mestu. Ob robu mednarodnega sejma so 6. pripravili globalni forum za hrano in kmetijstvo ter vrh kmetijskih ministrov, ki se je ga udeležilo več kot 60 ministrov iz celega sveta. Kako ohraniti naravne vire in zagotoviti njihovo trajnostno rabo ter povečati pridelavo hrane, je glavno vprašanje svetovnih voditeljev v kmetijskem sektorju. Če želimo prehraniti svetovno prebivalstvo, ki bo leta 2050 štelo 9 milijard ljudi, je povečanje kmetijske proizvodnje za 70% nujno. Mislim, da moramo to obravnavati bolj dinamično. Pospešiti moramo znanstveni razvoj, upoštevati nove tehnologije. Po mojem mnenju je mogoče povečati produktivnost in hkrati zagotoviti trajnost celo bolj kot danes. V tem trenutku je kmetijstvo pred velikim izzivom, kako nahraniti vse ljudi, ki živijo na zemeljski obli, v tem trenutku jih ne more in zlasti trendi so slabi. Število ljudi na zemeljski obli hitreje narašča, kot je v tem trenutku možnost kmetijske proizvodnje, torej rasti. Tako da iščemo odgovor, kako z neko proaktivnostjo, kako z raznolikostjo, kako z varovanjem resursov, zlasti tal, dati kmetijstvo v neki hitrejši pogon za to, da bomo za ljudi proizvedli zadosti hrane. In order to ensure resilience is for me the better management of natural resources. Zaradi podnebnih sprememb in okoljskih vidikov so stiske vse pogostejše. Zato je zelo pomembno, da začnemo bolje upravljati naravne vire. To ni težava samo v bogatih državah z intenzivnim kmetijstvom, ampak povsod po svetu.
Rodovitnost zemlje in upravljanje voda namreč neposredno določata proizvodne stroške oziroma konkurenčnost kmetijstva ne le kratkoročno, ampak tudi dolgoročno. Zato bomo v reformo skupne kmetijske politike dodali tudi dobro upravljanje naravnih virov. Dobre kmetijske prakse naravnih virov v Evropski uniji bodo za vse kmete ovrednotene tudi v neposrednih plačilih. Good agricultural practices all across European Union for all farmers, we link this to the direct support that we have for our farmers. Družinske kmetije Združeni narodi so letošnje leto posvetili prav njim, so pomembne nosilke kmetijstva v svetu. Rada bi poudarila, da so lastniki malih kmetij pomembni. Dolgo so veljali za težavo, zdaj pa pomenijo rešitev, saj omogočajo trajnostno proizvodnjo. Niso edini, vendar lahko pomembno povezujejo male, srednje in velike proizvajalce hrane. Tako bomo lahko pridelovali na trajnostni način. Hkrati s povečanjem proizvodnje pa je nujno zmanjšati količine zavržene hrane. Po podatkih Svetovne kmetijske organizacije bi lahko z njo trenutno prehranili 2 milijardi ljudi. Vlade ne morejo vedno ukazovati državljanom, naj bodo varčni. Ljudem pa lahko razložite, da en sam zavržen hamburger, gledano z vidika ekološkega odtisa, pomeni 6 polnih kadi vode, ki preprosto odtečejo v odtok. Tako začnemo spreminjati ozaveščenost ljudi in ti se potem začnejo vesti drugače. Poleg obiskovalcev, kmetov, kmetijskih strokovnjakov in politikov je zeleni teden tudi veliko medijsko stičišče. Die Grüne Woche ist für uns Journalisten sehr interessant, damit wir einen Überblick haben, was alles läuft in der Landwirtschaft. Zeleni teden je za nas novinarje zelo zanimiv, ker dobimo pregled dogajanja v kmetijstvu in kmetijski politiki. Posebej pomembna sta globalni forum za kmetijstvo in srečanje kmetijskih ministrov. Če primerjam z gospodarstvom, je tukajšnji vrh kmetijskih ministrov enako pomemben kot Svetovni gospodarski forum v Davosu za gospodarstvenike. Tu dobimo veliko informacij o dogajanju v drugih državah, spoznamo aktualne teme in navežemo stike, zato smo novinarji zelo zadovoljni. Aktuelle Themen werden angestoßen und wir haben auch untereinander guten Kontakt unter den Journalisten. Deshalb schätzen wir diese Plattform in Berlin hier sehr. V svetovnem kmetijstvu 21. stoletja so nujne spremembe. Zdi pa se, da podnebne težave in hitra rast svetovnega prebivalstva za zdaj precej prehitevajo prilagajanje sektorja na celem planetu. Strokovne službe Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije že od decembra seznanjajo z ukrepom Dobrobit živali, ki je namenjen nadstandardni reji prašičev. Ukrep je medresorsko usklajen in naj bi bil pripravljen najkasneje do konca meseca. Rejci pa imajo ob osnutku uredbe številne pomisleke. Predvsem jih motijo vrednotenja posameznih nadstandardov za živali. Nosilci kmetijskega gospodarstva, ki se želijo vključiti v ukrep, morajo pripraviti program dobrobiti živali. Nadstandardi zajemajo seveda več področji. Zajemajo tako prostor, svetlobo, toploto, tudi voluminozno krmo, tako da dejansko se tudi nanašajo na te segmente. Zdaj, kaj pomenijo? V bistvu so vsi ti standardi oblikovani v smeri, da nekako živalim nudijo več ugodja, kot jim je predpisano z samim standardom. To recimo pomeni na področju prostora, če govorimo, nadstandard pomeni to v okviru tega ukrepa, da bo rejec zagotavljal za svoje prašiče približno 10% večjo površino. Če govorimo o svetlobi, nadstandard predvideva 50 luksov poprečne osvetlitve. Če govorimo o toplotnem ugodju, pomeni, da bomo pri svinjah v porodnišnicah za pujske uredili tako imenovane koce, ki bomo nudili dodatno toplotno ugodje. Potem na področju prezračevanja, seveda nadstandard, nekako rejcem nalaga ustrezno prezračevanje teh hlevov. Pri prostoru
tudi izpusti so eden od nadstandardov. Dejansko živalim nudi v nadstandardnem živalim ponujen izpust, ki sicer v standardih ni zahtevan. Odločitev za ukrep je prostovoljna in rejci se bodo sami odločali tudi, katerega izmed 8 nadstandardov bodo izbrali. Za ukrep se odloča tudi predsednik Prašičerejske zveze Slovenije Alojz Varga, ki v zaključenem krogu reje redi nad 60 plemenskih svinj pasme Pietren, 10 mladic do 220 pitancev, sami pa vzrejajo tudi merjasce. V posodobitev kmetije so doslej vložili že več kot 100 tisoč evrov sredstev, največ v porodnišnico in čakališče. Stara porodnišnica je bila praktično na slami, porodni boksi so bili na slami, ker je bilo ogromno več dela, pa slabši pregled pujsov, se pravi, manj smo imeli možnosti opazovati samo čredo in posledično so bile verjetno tudi nekoliko večje izgube. Sedaj z novo porodnišnico pričakujemo manjše izgube, boljše rezultate. Ugodili smo praktično standardu prašičev, obenem pa mislim tudi na ukrep dobrobiti živali, saj pujsom omogočamo toplotno ugodje, se pravi hlev kot hlev je klimatiziran, v njem je 22 stopinj Celzija, medtem ko pujsom zagotavljamo takoj po porodu 35 stopinj in sicer to zagotavljamo s pomočjo talnega gretja in pa infražarnice. Ohranili so nekaj boksov na slami za pujse s poškodovanimi parklji zaradi zdrsov na rešetkah. Sedaj smo se preselili v čakališče. Tu smo na novo zgradili skupinski boks za 6 brejih živali in sicer tu vidite tudi še individualne bokse, kjer so plemenske svinje do nekje mesec dni brejosti. Skupinski boks čaka, kjer smo ga danes izpraznili na čiščenje in razkuževanje, potem pa bomo te svinje, ki so trenutno v individualnih boksih, preselili v skupinski boks, kjer se bodo prosto gibale, dobile tudi povečano talno površino, tako da za ukrep dobrobit živali v boksu sigurno bomo zagotavljali 10% večjo talno površino, s tem pa tudi boljše pogoje za breje plemenske svinje, ki bodo v tem boksu počakale, da se preselijo pred porodom v porodnišnico, kjer bodo potem dobile svoje nove mlade pujske. Večino sredstev so zagotovili sami, za posodobitev hlevov pa so morali najeti tudi dolgoročno posojilo. Pogoje za uvedbo nadstandardne reje izpolnjujejo, gospodar pa upa, da bodo posamezni standardi tudi primerno ovrednoteni. V tem trenutku so glede na uredbo vrednosti posameznih ukrepov zelo nizko ovrednotene in imamo več stroškov z samo infražarnico in ogrevanjem pujsov, kot pa bomo za ta ukrep dobili. In zato pričakujemo od pristojnih, da bodo ponovno ocenili in ovrednotili ukrepe posamezne in da bomo dejansko od tega tudi mi nekaj imeli, ne samo živali. V obdobju od 2014 do 2020 bo iz tega ukrepa za prašičerejce namenjenih več kot 16 milijonov evrov in pol. 2/3 teh sredstev bo na voljo iz Evropske unije, 1/3 sredstev pa iz domačega proračuna. Najprej naj povem, da na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje sami ne izvajamo, računamo teh kalkulacij. V okviru javnega naročila je bil za to delo izbran Kmetijski inštitut Slovenije, kjer imajo tudi ustrezne strokovnjake in kalkulacija je bila tudi potem preverjena skupaj z strokovnjaki iz prašičereje. V sami kalkulaciji pa smo seveda omejeni, kaj smemo računati v kalkulaciji. Tako imamo strani Evropske unije že predpisano oziroma imamo omejitve, torej investicij nikakor ne smemo uračunati v samo kalkulacijo končnega izračuna tega ukrepa. Lahko pa se upošteva bodisi povečan obseg dela, zmanjšan prihodek in pa nekateri materialni stroški. Nikakor pa investicije. To vrstne investicije lahko podpiramo samo preko drugega ukrepa programa razvoja podeželja, to pa so naložbe v kmetijsko gospodarstvo. Največji problemi so izpusti za pitance, čeprav imamo 2 izpusta narejeno, bo pa potrebno živali nenehno iz boksa goniti preko koridorja v izpust in to bo težava, tako da
verjetno izpust je največji problem na naši kmetiji. Pa tudi mislim, da na vseh ostalih prašičerejskih kmetijah, ki se bodo za ta ukrep odločili. Nas moti malo, da je izpust najbolj ovrednoten, ker je najmanj kmetij bo deležnih in bo lahko izpolnilo pogoje za izpuste in s tem deležnih sredstev iz nadstandarda, ker ostali ukrepi so po meni in tudi v ostalih prašičerejcih nekoliko preslabo ovrednoteni in bo ostalo iz ukrepa preveč denarja neizkoriščenega strani prašičerejcev. Pri pitancih seveda je tega manj, tudi se rejci, vsaj ti prvi odzivi so taki, ne bodo odločali za koriščenje tega nadstandarda pri prašičjih pitancih, medtem ko pri plemenskih svinjah ne vidim toliko težav. Bodo rejci v bistvu se odločali sploh zaradi tega, ker je v okviru tega osnutka uredbe nekako dana možnost ureditve tudi izmeničnega izpusta, kar pomeni, da v bistvu na prašičerejski kmetiji ni treba urejati izpustov za vse živali hkrati, ampak nekje pač na kmetiji, na določenem prostoru, uredijo tako imenovani izmenični izpust in po določenem urniku skupine živali vodijo na ta izpust. Smo sklicali sestanek prav na to, da se nam razloži, kako bomo dobrobit živali izpeljali, kako bo ta ukrep ocenjen, kako se bodo preverjal strani prisotnih z agencije. In tudi zelo pomembna zadeva je, 10% povečanja talne površine je zelo težko pri pitancih zagotoviti, če je v boksu 12-15 pitancev, ker to pomeni 1,5 pitanca na boks, kar pa se ne da, ker ne moreš dati 1,5 pitanca. Ali želeli smo, da nam razložijo, če imamo do 15, če je dovolj, da vzamemo iz boksa enega in zadovoljimo ukrepu, oziroma ali moramo vzeti 2. To pa bi že predstavljalo tudi 18-20% večje talne površine. Poleg tega je zelo pomembno, da bi nam razložili, da lahko pride do situacije, ko kmetija ne more prodati pitancev, in ker klavnice iz raznih razlogov pustijo dalj časa v pitanju, živali prerastejo, so tudi do 130 kg, takrat rabijo večji prostor, mi pa živali ne imamo več kam dati. In če v tistem času dobimo kontrolo, bi želeli, da nam razložijo, kako bo takrat, ali smo izključeni, ali dobimo kazen. In to so stvari, ki nas zanimajo in zelo pomembne, da bomo sploh stopali v ukrep. Odločanje za nadstandard na prašičerejskih kmetijah pa bo seveda odvisno tudi od razmer na trgu. Cena ni stimulativna, absolutno ne prašičev pitancev. V zadnjem mesecu oziroma 2 občutno padla ta cena, tako da z finančnega stališča je ocena v prašičereje v Pomurju slaba. Danes so cene zelo padle, lahko rečem, da nekje 60 dni nazaj, pa mogoče še malo dlje, je bila bazna cena €80, €87, danes je €52 na kilogram mesa pri 56% mesnatosti, kar je 35 centov manj in dejansko prašičerejo težko shaja, oziroma na ceno odojkov, ki ga danes hleviš nekje za €78, ga za 135 € ne more spitati in so zares težave in apeliram na vse pristojne, da z ukrepom, če želijo pomagati, dejansko pomagajo slovenskim prašičerejcem. Pri koncu oddaje Ljudje in zemlja smo. Prihodnjo nedeljo vas vabim v družbo koprskih kolegov. Mi pa se znova vidimo čez 14 dni. Pozdravljeni, do takrat.